Buongiorno Tomo. Buongiorno Tomo. Okay. Tomo, buongiorno. Come stai? Jaz se učim italijansko. Staj, dobro, ne vem. Iskreno povedano, malo trpim, pa ne velik trpim. Ja, mal. Nikoli v življenju si nisem mislil, meni so zelo zgodaj začeli jezike učiti. Ja, Kot kdo? Ti Starši. menihi, ki so te najdali. Barava. No, v glavnem. Volkovi so me učili. Volkovi. Škaj je, nočem ta človek izpasti, ampak ta šala mi je karatala. Je, Zato, ja. a veš, pa Ti je. hočemo Je. zavestati to, da res ni Kje uslov si bil žal. šale, ko smo imeli glave v živo nagrado? Tam si pa nekako zmrznil. No, v glavnem. No, kdo je zmrznil? No, v glavnem. In so me začeli učiti istočasno, kot otrok, nisem še pomnil, mislim, da nisem še govoril, ko so me začeli učiti. Kje res sta te začela? Zakaj so te? Kdo so množina? Starši, babica. Sprav cel dvor, torej. Vsi so me učili, ja. Okay. In tako dalje. In obžalujem, da ni bilo vmes italijanščine, da je bila samo angleščina in nemščina. In z angleščino in nemščino jaz lahko živim. Koliko znaš res nemščino? Nemščino še bolj kot angleščino. Ja, zato, ker si živel tam, ja, to mogoče res. In zdaj Jaz sem 4 leta nemščine. 4 leta nemščine? Ich spreche ein bisschen Deutsch. No, pa so to si čisto prav povedal. Se sam, ja. Ein Haus in Heidelberg, to je bilo v učbeniku. Ein Haus in Heidelberg. Ja. Kjer učbenik smo imeli? Tata novejši, ki ga ben ne mara, nek novejši učbenik, ki ga ben ne mara, kle noter je bila ta Haus in Heidelberg. Čak, ampak to ko si bil ti v srednji? Ja, gimnazija. Na prelomu tisočletja. 1980 je bilo. No, v glavnem, pazi, in obžalujem, in nikoli nisem bil v življenju v stanju v nobeni državi, ker nisem nikjer nobeno državo hodil in imel opravka, kjer ne bi bilo bodi si nemščine ali pa angleščine. Zdaj pa, odkar sem pa v Italiji, imam pa. Da ljudje ne znajo, to hočeš povedati. Ne, da imam probleme s komunikacijo. To imaš vedno, zdaj si še zaradi jezikov, ne hočeš povedati. No. Pač, res imam težavo, ker. Prideš kaj in govoriš italijansko, oziroma kar ti misliš, da je italijansko. Ne, no, pač se pa učim, počasi gremo naprej. Ampak do zdaj je italijansko v Trstu znala samo tista gospa, ki mi je mozzarella rolce dala, tam, ki salame režejo. Jaz sem rekel, you want to? Ti vi znate pa angleško. A ta, you want to? To je bilo. Spicy meatball. Človek, jaz sem šel si internet vklopiti na Tim. To je njihov največji operater. Italijanski telekom, efektivno. Ja, mislim, da je. Ja, no. In sem šel tja, se pravi, šel sem v telekomunikacijsko firmo, kjer so uslužbenci, ki so ves dan na internetu in delajo s temi stvarmi. In sem rekel po angleško, da bi rad. Kaj pa nisi po italijanski rekel? To bi že znal reči. Še učim. In sem rekel, jaz bi pa rad si internet uštimu. Pa to sem rekel, English, no, very little. Pa mi ni bilo, kako na telekomunikacijski firmi, a si sam na italijanskem delu interneta? Čeprav razumem, Italijano je veliko. V državi, ki so tako velike, kot Nemčija, Italija, Francija, jaz razumem, da njim ni treba znati angleško. Ja, okay. Razumem. Ja. Slovencu je treba znati angleško. Ja. Ali pa to, kar ti govoriš. Jaz hočem tle meaningful pogovor imeti. Okay, sorry, bom nehal. No in zdaj sem prvič v življenju, ko imam pa res krizo. Ampak se pravi, osnove grejo. Zakaj nisi sam rekel, felicita interneto? Ja, felicita interneto. Sam naslov povedal. Ja, adreso, felicita interneto. Pa ima, quanto megabajt? Ja. No, oprostite, jaz loadam 100 giga na sekundo, da bo jasno. A si giga rekel? Ja. Questo giga. Jaz ne vem, kaj govori, kaj je questo, ni questo, je kaj. Ne, kaj je questo? Kateri giga, vse to se dobro sliši. V glavnem, vem pa, zdaj sem recimo Sanremo gledal. Ja. Do tega prijemo. A lahko admin povem, pa pol Sanremo. Samo da zaključim to z jezikom. In sem procentualno vseh 5 večerih. Ja, 5 večerov je tega. Ja, vsak večer od 8 do 2 zjutraj. Ampak to je bil šov, kakršnega ne premore Hollywood. Oscar je tisti, ki ima ta NSSC. Ja, to se lahko vsi skrijejo. Okay. No, hočem sem povedati, sem v teh vseh 5 večerih
že razumel več. Zdaj vem, kako si Ampak to zdaj, kar rečeš več, nič ne bom, ješ iz 0 na 1. To pomeni dovolj, da sem razumel, zakaj gre. Ok, razumem. Pri teh raznih jokih in umestnih programih. In vem, kako se reče, si pripravljen, imaš to. Sej pronto, čelaj. Ok. Zdaj moraš ta admin povedati. Ja, zdaj moram admin povedati. Čelaj. Tomo čelaj. Ok. Kristus, kje smo zdaj? Okay. Obstaja Discord, pridite, aparatus.si pošiljnica Discord, tam pridete noter in je bilo v bistvu zdaj bila glih, to so vam danes malo pogovarjala, cela debata Sanremo, kjer so 4 ljudje prevzeli en kanal. Ki jih je vedno manj bilo. Ne, na začetku je bilo celo 5, mislim, da je 6. Potem je najprej pižama padel, potem je Mojca padla, potem je še 3., 4. sta padla, pa sem še 2 ostala in se po glavi tokla, ko je bilo konc. Tako, ok. Pridite v Discord, res je fajn. Tam je tudi nekdo obljubil matrico za komad, pa ga še nisva dobila. Da, če pa sva, pa ne še enkrat pošle. Ne še enkrat pošle, ker ne Jure prisega, da je nekje videl to matrico, jaz jo ne najdem, tako da če pač pošljete še enkrat. To je to. Podpri.si oziroma aparatus.si pošiljnica podpri. To je treba povedati. To si spremenil. Kaj sem spremenil? Kaj leta nazaj je bila opazovalnica, kako je bilo to naštudirano. Podpri.si, hvala. Ne, zdaj pa aparatus.si. A še kakšna pošiljnica? Cel cajt je že pošiljnica. Ni važno. Veš, kaj me sploh ne poslušaš, kaj admin govorim. V glavnem, podprite in dobite vsakič mini epizodo, ki se ji reče Dopobarba. Felicita. Dopobarba. ne reče se Dopobarba, reče se Dopobarba. Dopobarba. Ja, kjer se stvari dogajajo, no, ne bom sploh razlagal. Teaserjev je bilo že dovolj. Redko kje na zemlji se dogaja tako instant klasika in kult kot v tem podcastu. V času, ko so podcasti zbanalizirani na nivo Murkota ali pa neke zadeve, ne? Popkulturne. Ja. Mi da so še vedno punk. To je svetilnik na nebesnem svodu podcastov. Okay, in danes teaser za Dopobarbo že zdajle, lokrijski modus. Jure poje v lokrijskem modusu, ali lokrijski modus bo zapel, ali nekaj. Lokrijski modus na tonu Fizz bom zapel, pač, ker smo se tako odločili. Seveda iz spolnih radosti, zelo pertinentno poglavje. V redu, naprej greva. Pa Opa Help, aparatus.si, pošiljnica Opa Help, sprašujte vprašanja, danes bova na 2 vprašanja odgovorila. Pred vprašanji pa, Jure, če dovoliš, če dovoliš, par ocen. A spet kdo hvali, prav? Tako je. 32-letnik, to sprejmem. To čisto sprejmem. A to piše? To piše, 5 zvezdic seveda. Cool. Za 1,2 pikarda je potem v Dunu, bom prebral. Hvala, da sta in da sta nazaj. Pridružil sem se tik pred koncem opazovalnice 1.0. To se je celo prijel. Veš, koliko ljudi mi reče zdaj, da je 2.0. To je okay. Koncem opazovalnice 1.0 in nisem niti vedel, da je štartala kot podcast o zvezdnih stezah. Ja. A ne da? Ja, kdo bi si mislil. Potem sem odkril vintage epizode in se sprijaznil z dejstvom, da bom moral za popolno potopitev v svetu opazovalnice gledati še Star Trek. Veš, to jaz hočem slišati, da smo ljudi navdušili, da so šli Star Trek gledati. Okay. In evo me a 3-year time jump into the future, fan obojega. Wow. In potem je vprašanje, in klej človeku, ki so ga navdušili nad Star Trekom, je treba odgovoriti, samo PS, Strange New Worlds, vprašaj. Kaj bi rekel Strange New Worlds? Kaj bi rekel Strange New Worlds? Ja. Iskreno povedano, veš, da sem človek kanona in rahlo staromoden mogoče. Rahlo. Ko se je pojavil, bil sem zelo pazljiv zdaj po novem, ko se je pojavil spet Star Trek po dolgi pauzi od Enterprise 2001. Ja. Je prišel pa Discovery. Je prišel pa Discovery in mi smo bila takrat po prvih parih epizodah ful navdušena, se spominjam. Ja. Je bilo treba brisati za nama, ko smo snemali. Skaj to rečeš? Ja, pač tako je bilo, spomnim se prav. Brisati za nama. Bilo je veselje v zraku. V redu, povej. No. In pazi, zdaj pa pazi. Ampak kaj je z te serije Discovery ratal, bi zdaj rekel,
pobriš tiste epizode. Anže? Ja, Discovery je res kar skrajno, se moram strinjati. Jaz sem bil dlje sem bil fan, to smo se že pogovarjali. Ja. Ampak ja, moram reči, da ni izgubil. Zdaj pa Strange New Worlds. Ko se je pa Strange New Worlds pojavil, sem bil pa jaz tudi na začetku, ok, easy. Ampak pa sem pa videl, da je pa tam nekdo, ki je pa rekel, dajmo se probati, kolikor se lahko v današnjih časih to privoščiš, narediti eno transpozicijo tistega ustvarjalnega modusa operandi iz 60-ih v današnje čase. Zelo strinjam. In jim uspeva. In to mislim, da jim zelo dobro uspeva, ja. Kljub temu, da imam pa travme od musical epizode. Zanimivo. Ker se mi zdi izrazito ceneno. Izrazito ceneno se mi, ne glede na izvedbo, ne glede na vse. Ampak malo se mi zdi podcenjujoče do gledalcev. Klingoni bojo zdaj repali, tista poje v ljubezni do Krka, ki že tako vse vemo. Skladba, ki so jo skomponirali, oziroma muzika, ki je bila skomponirana, je bila subpar. To so stvari, zaradi katerih... Ampak zdaj si se v to eno epizodo zapičil, ki je bila res kar eksperiment, to mu treba priznati. Okay. Ostalo pa je ok, ne? Ostalo pa je ok, ja. Mogoče res lahko v prihodnosti, kdaj narediva nek Strange New Worlds, best of, kaj izbereva, eno epizodo, da se vrneva k koreninam opazovalnice. Lahko. Všeč mi je, kako so gorni, the next board. Ja, super fora. Na ta način. Super fora. Všeč mi je kapitan in lep, ne? Ne vem, če se to klasificira kot lep moški. Jaz ne vem, kaj je lep moški, že to ti povedal. Okay. A ne bo tudi na Netflixu serija o Rokotu, Roko si Freddy? To pa je lep moški. Ne vem, če je to lep moški tudi, ampak govorimo o novih TV izdelkih. Je 60 let star tip, ki je še zmeraj spolno aktiven, z razliko od... Pa da ne bojo rekli, Jure, pa ne smeš biti tako nesramen. Do sebe. Zdaj pa... To je bila še dve. Ena je bila Firefighter, Bzovc. Hvala, da sta končno nazaj. Končno sta nazaj, 5 zvezdic. Hvala. A je to, misliš, da gasilc v resničnem življenju? Jaz mislim, da. Jaz je to tako. A te to privlači, gasilska uniforma? Zakaj me sprašuješ, če me moški privlačam? Sem vprašam. Ker sprašuješ, če je res gasilc. Zakaj bi to vprašal? Jaz verjamem. Če je Firefighter. To je napisal, jaz verjamem, da je gasilc. Kaj imam jaz z moškimi? Ok, noč. Je velik. Mislim, odvisen, koga vprašaš. V glavnem, pa še ena foto JV. A miš, da je fotograf? Da se še fotografi, Jure. Dobro. Zdaj bo treba eksplicit, ko sem rekel. Tam je ena ljubših ocen. Pravica za Tomota je Zavžek Klein, 5 zvezdic. Pa sem, hvala, da ste nazaj. Tomo zdrži, ljudje smo s tabo. Aha, to je dis name, ne? Ja. Ko mi je to všeč. Eni so tako domisleni, eni se tako potrudijo podtalno zafrkavati. Koliko jaz včasih, kako ga srečamo, ne? Ki ga prvič spoznam, pa se pogovarjam, pa če delam na televiziji, snemam 2 oddaji. Ja. Kolo sreče pa. Ta teden zelo tako, v glavnem, milijonarjev resnici, no, to je ta joke, ki je zvodenev že, ta prvič, ki je zga rekel, ampak je treba še naprej, kar je te podobno, v redu. In poleg vseh teh oddaj, pa napišem 1 do 2 romana na leto, pa me pa nekdo vpraša, to je cool, ko pa drugač delaš v resnici? Pa dej spel se mi, da te ne vidim, cajta nimam za spat, ti pa men, kaj pa drugač delaš. Pa dej spel se mi, no. Pa dej spel se mi nekam. To bi lahko bil tehno komand drugač. Dej spel se mi, no. Se lahko dodamo v ljubi me, zgubi se. Spel se mi. Ljubi me, spel se mi. Zdaj pa greva, še nekaj bi rad omenil. Počas bova res kupila kasijata, še par podpore, to res ni to žicanje za podporo, res bi rad še malo počakal, da res nekaj kupva. Tako da bova kupila kasijata in bomo že spet igrali. In potem to rata glasbeni podcast. A je kakšen glasbeni podcast? Razpravlja kdo o glasbi? Poje. Poje je močna beseda. Tako da bova nabavila, ne skrbeti, res mala, jaz imam tudi že malo gledane, sem tam neki Google, sicer ne vem točno kva kup, ampak nekaj bom kupil. No. Tako da, to je to, zdaj pa greva na Opa Help. Oziroma, kot smo včasih rekli, sicer zdaj brez kasite, Opa Help. A je bilo tako, ne? Ja. Mal sem že pozabil, ne vem, kaj je bilo takrat. Pijan sem bil, ampak pustimo to. Boš ti prebral vprašanja, jih jaz preberem? Danes, jaz bi najprej rekel, da potrpljenje
vsem, katerih še nismo prebrali vprašanja, kaj ti bova. Teh vprašanja iskreno, pa to ne govorim sarkastično, to bo tudi Anže lahko potrdil. Ja. Tok velik, mislim, mi imamo eno epizodo na 2 tedna. Vprašanje pa tako, da bi jih mogla imeti 7-8 na epizodo. Ja. Da bi prišla približno na neko polovico, oziroma da bi rekla ta glavne, razen tiste dise, ki pišete, tisk črtamo tako. Pa ne pa biti, še vedno pa sprašujte, ker preskakujeva, ne greva nič kronološko, pač tako po navdihu greva. Ne? Ja, mi je popolnoma resno zelo novejši vprašanji bomo imeli. Ja, zadnjič spet enega nazaj in tako naprej. Pozdravljena, zanima me, kako bi osvojil dekle, ki ne pozna klasike, punco, ki na Dunaju obiskuje le modne trgovine in ne ve, da je Dunaj mesto največjih klasičnih skladateljev. To je spet dis. To je dis, ampak vem, kam leti, ampak to sam jaz vem, kam leti. No, to razlož to. Če da preberem do konca. Ta punca mi je res všeč, a ne vem, kaj je lažje, da spremenim sebe ali poskušam za klasiko navdušiti njo. Lep pozdrav. Floriše Firo. To je dis, ne? Jaz sem delal en dokumentarc, na katerega nisem preveč ponosen. In to je bil... Ja, na to je to. Pa to je bil leitmotiv, to je tagline tega dokumentarca. Ja, jaz to nisem nikoli gledal. Ki na Dunaju obiskuje modne trgovine, to je prav noter. Mislim, da je to dejanski tekst iz tega dokumentarca. Zelo grdo. Tu je treba, ker to dala v zapiske. Ne bova dala v zapiske tega. Ja, če je na netu, je to stvari tega. A hočeš, da ljudje googlajo, valjda bova dala v zapiske? Prosim. Dej pa se, jaz hočem tudi to enkrat gledati, dej sam malo več povej. Jaz sem sodeloval v enem dokumentarcu na RTV Slovenija, ki je bil narejen za širšo publiko in je hotel pokazati, kako pop glasba črpa iz klasike. In leitmotiv tega dokumentarca je bil... A ti si bil nek fant? Jaz sem bil kao klasik, punca, v katero sem bil pa, ki sem jo pa hotel osvojiti, je pa pač kao, je poznala samo pop in modne trgovine na Dunaju. Kdo kupuje modnih trgovin? Na Dunaju, razne unice Dubaja. No, v glavnem. In to vrtijo vsak let ponavljajo. Jaz res nisem ponosen na to, no, ker ni moj input, kot bi jaz to razložil. Samo igralec si bil tam, če prav razumem. Ja. Zdaj moram pa to gledati, to mi nisem nikoli povedal. Ti si meni, jaz sem ti zanč to screenshot poslal v glasa, da bo ta dokumentar že spet, ne? Ja. Ampak jaz sem mislil, da ti razlagaš ljudem o klasiki. Ne. Ti si sam v igranih delih. To je treba gledati. Ne. Jaz tega nisem rekel. Ja, to vam je. Ne, z vsem spoštovanjem do vseh, ki so to naredili in to je namenjen eni ciljni publiki, ki pač... Anžetu Tomiču. Ne. Please, ne, res, to ni. Ja. Jaz lahko še reklamo naredim kot RTV, ful imamo fajn app zdaj za gledati te stvari, tudi na pametnih televizijah. 365. Ja, ne, na pametnih televizijah, ta app res stanov je dober. Ja, na pametnih televizijah. Jaz vam dal link v zapiske, jaz nisem vedel, jaz sem pa cel cajt mislil, da je to pač Jure Godlerja, ker vejo, da je pač kvazi skladatelj, so ga če razlagam, viš, da razlagam tako, da meni ne razume. To je bilo pa pač narejen, da stena razume, me razumeš? To ni... Danes bom to gledal. To je iz leta 2006. Jaz sem bil takrat tudi drugačen. Ne bi delati te sramote, prosim. Prosim, če vsi gledate to, ne. Zrežeš za tega ven. Ali pa vsaj predstavš do Barba, da bom manj ljudi videl. Ne, to mi všeč, to bom gledal, odlično. Deva še eno vprašanje, ne. Kako je naslov dokumentarca, sem da to še poveva. Si bom dal zapiske, ampak sem kako je naslov. Ne boš dal. Ne bom dal, zapiske bom dal, sem povej naslov. Pozdravljena, glede na to, da je Herr Godler oboževalec prestižnih dobrin, Miška je bila glikor, ker sem slikal. To sem to, da ljudje vejo. Klej sem prišla in sem rekel, a imaš vprašanja? In je rekel, ok, cool, imam, ampak gdje ti odpri, da še enkrat preberem, ker mu na telefonu ni hodil odprt. In potem je tako, kot v največji tradiciji starih ljudi, slikal zaslon moj z vprašanji. Tako da bom lahko jaz pogledam, kaj imam odprt, klej še vedno, ti šarlatan. In me zanima, kakšen sesalec uporablja za nečistoče v njegovi rezidenci. Tam so vrata, punca. Ne, jaz sem se tebi pa džal. Škaj je bolj, da si sesalc uporabljaš? Ja, sem da konca preberem. Anže Tomo pa se mi zdi... Anza Tomo.
Ne, Anzel. Anzel. Okay, prosim za korekturo. Ja. Tomu pa se mi zdi bolj človek. A mi je pa všeč, da je pa zaznal spremembo tvojega imena, tvojega nika. Ja. Pa se mi zdi bolj človek tehnologije, tako da predvidevam, da ima doma robota, ki mu čisti. Correct me if I'm wrong. Ful hvala za podcast Res Tacarja. Ana. Ana. V glavnem. Kako misliš, da je ime človeku, ki si pol da fake ime Ana? Misliš, da je tudi na A, da je Andrej? Pa pol da Ana, zato da je saj AA, ali si čisto neki drugi? Preveč si strok. Jaz mislim, da je veliko več punc oboževalk kot ti bo. You wish. Imam sesalcem, pa ga že ne uporabljaš. Veš, drugi ljudje pridejo, ne, služabnik pride, pa počil. Jaz sem hotel imeti sesalec na palčki. Ne na palčki, pač, ki ga primeš v eno roko, no, in je vse v njemu. Aha, old fashion, tako kot so bili v Jurang Melord. No. Ja, razumem. V enem kosu. Palčki. Tako se mu strokovno reče, drugače. Se mu ne. Sesalcu palčki. Pač, kako pa se palični, no? Palični sesalnik. Palični sesalnik. To tudi ne vem, če je prav. In jaz to imam, ker je... Imaš Dysona, imaš tega fancy Dysona, dragega. Electrolux. Ne, pa ti tiste tisti industrijski zgleda Dyson. Ja, no, ta je pa tak ličen, tak staromoden. Electrolux. Ja, in poga natakneš gor na tisti in na kaj, koga kaj. Moraš razložiti, ljudje ne vidijo, nekaj to z roko delati. Nisem tako mislil. Ja. Zgledali je tako, kolega. Sesalc natakneš na polnilec. Na docking station. Tako. In je fan, kaj pa ti? Ja, ti si pa poln teh robotov, ne, to ti pa te se zbrni. Jaz sem novega kupil, ja, jaz imam robota. Spet sem rumbo nabavil. Vem, sem enkrat sem bil pri tebi, pa je bila neka brisača v njem noter ujeta, ne. Pa je že bilo, pa si rekel, Točno, dobro, da si to rekel. To je bila ta stara rumba, zdaj ta nova rumba, ki sem kupil, ta staro sem doniral moji stari mami in je zelo zadovoljna. Dobivam poročila, da je noro zadovoljna, prvič v življenju robotskega sesalca in je baje noro zadovoljna, ker pač počisti in to. Tako res, fulje, se mi prav fajn zdi. Mimo grede, a je dejansko občutek, ko imaš ta elektronski sesalnik? Se pravi, on bo večkrat posesal, ker tebe ne bo doma. Itak. To je največja stvar pri teh stvarih. Ja. Okay, se pravi, ti imaš relativno konstantno čisto stanovanje. Ja. Se občut. Okay. Absolutno se občut. Jaz imam rumbe že po moje 12 let. Pač res zelo dolg. To je ta tretja zdaj. Dobro. In zdaj sem kupil tako, ki ima kamerco, ki vidi to vire, da gre v kolt, tako da zdaj ni treba vseh kablov čist dvigati, ker pač te stvari prepozna, pa ima poop detection. Da ne razmaže. Ja. To se prvo razvil, prvo reče se, iRobot sistem se mu reče poop detection, POP, in je mišljen da, ker glih se je to kolegu zgodilo, da je pač imel robota, ki ni imel poop detectiona in je razmazal. Ja. Se pravi, odlična rešitev za vse, ki še serjete po tleh. Zdaj pa pejmo naprej, ki ne pridete tu pec. Ok. Zdaj pa tako, jaz imam eno vprašanje, ker moram povedati, nekaj sta se pogovarjala, sicer v Dopo barvi, ampak danes smo vas za Dopo barvo, itak ta lokrski modus, pa seveda to knjigo jajčasto. Ja. Okay. Sva se pa pogovarjala o snowshoeingu. Snowshoeingu, ja, ti si bil vmes na smučanju? Jaz sem bil vmes na smučanju, tako, na pravem zimskem športu. Ti si rekel, noben ne snowshoe, ampak kot sem jaz zaznal v našem Discordu, tako sem videl, da je v bistvu, da so v manjšini smučari. Smej se, smej. Pa je nazaj scrollat. To ni res. To ni res. Pač je res, ne? En gospod je objavil sliko, kjer je bilo parkiranih, pa od oka rekel 500 snowshoejev, ki so bili njih na pijači, ali nekam so šli. Vlojih je 20. Ne. 20. Preštej. Tako da... Ja. Ne, to sem prav hotel se opravičiti, ker sem podcenjeval snowshoeanje. Ti si ga sicer v Dopo barvi predstavil kot to vsi počnejo, kar še vedno ni res. Res ni res. Ampak ja, očitno to res dosti ljudi počne. No. Jaz sem pa dejansko po 15 letih nazaj smučar, no. To upam reči. Kako ti je pa šlo? Ker objavljal si slik velik, tako da dvomim, da si kaj smučal. Sem smučal, ko je čas dovoljeval, ampak ja, v redu. Jaz mislim, da izgledam. Jaz mislim, da zgledam. Pri smučariji tako vidiš, ta res nič ne zna, tale zna preveč, pa imaš pa te ljudi na sredini, recimo. No, jaz mislim, da sem ta na sredini.
Kakšen zavoj res reče, ta zna pa smučati, pa čez 3 metre, ta pa ne zna toliko smučati. Ne. Ampak sem sličico videl, kjer si imel smuče gor, ne? Ja. In sem tako ridiculously mehne. Ja. Tako, res, Pa so bile največje, ki sem si jih lahko sposodil. največje, ki si jih lahko Ja, sposodil. mislim, da so bile 186 so bile smučke dolge. In že moj pancer je tako ogromen, da res gleda. Ampak kako, da mi ti razložiš kot 2 metra 20, 6, samo? Samo A ni bil 2,6. Ja, to si že mal nižji. Veš kaj, ja, človek mislim, starostjo se ti hrbtenica stiska. Ti si bolj sivke, jaz, prijatelj, si mlajši od mene. Ja, vpraš punce, kaj si mislijo o silosti. Kaj si pa fantje mislijo? Ne vem, to pa tudi njih vpraš. V glavnem, Ja. kako ti kot dvometraš v enem naklonu 70%, a ne padeš naprej na glavo? Ne, A se nazaj? Fulman trde. Ne, veš, da silam se res, da sprekucnem težišče. Dejansko to vem, pri smučanju, ki moraš. Ti imaš ful napora za kolena pol. Mislim, imam, ampak nisem toliko dosleden, da bi se naprej držal. Se pravi, preveč sem narit, Ja. ampak se trudim dejansko nagent. No. Te gledajo, ne, ljudje, kaj pa to zdaj prihaja po kvigu. Mislim, Kaj pa to zdaj prihaja? predvidevam. Ne, sej, Urša me pač. Bodri. Mislim, bodri, ja, to je. Pa, tako je, kot ti. Klejo prevzela tvojo vlogo, ker ima resne težave s tem, kako sem oblečen na smučišču. Pač resne težave ima. Ker imam hlače za smučati stare vsaj 20 let, kjer noter fila, Ja. hlač propada. In mi tako, pa ima pa od spodaj pa ena lukenca, če smehna, in tako sneži ven, ta veš, pena preparela sneži ven iz hlač. Se pravi, kako ima to za en klošar prihaja po... Gor strmini. imam pa bundo, ki mi jo je Primož Brezec, ki je 2,17 visok. Ne? To sem pa že slišal. Ja, to sem na Instagramu objavil. In to je true story. On mi je s Šenkom je eno spalding bundo, ki je v Rusiji igral in je res full to, taka res fajn bunda. Košarkaš. Ja. Okay. Ja, no, mi je Šenku, to imam pa gor, tako da je samo spalding bundi po nekih prastarih smučarskih hlačah. Veš kaj, fora, ne dobim jaz te robe, dobim, ampak je pol toliko drago, da se mi ne da dati, ker premalo smuča, moram se nekaj odločiti. Ampak tako, ta prizir, ki ga imaš ti ponavadi do mene, pa do moje. Jaz sem samo eno stvar rekel, da končno zaključimo enkrat s to debato glede višine tvoje, ne pa moje, pa ne vem, še koga. Ne. Mislim, ti kera tvoja višina? Ne, Tvoje višine ni. ne. Ti nimaš višine. Ti se delaš norce. Ja. Mislim, žal mi je za Robežnika, žal mi je za Jureta Karasa. Kaj, da si tako nesramen do njih? Se nisem nesramen. Ne, oni so manjši od mene. Ona da veste, koliko sta visoka. Jaz Ti tudi vem, si koliko pa sem visok. lažeš, Ne. da sploh besedo visoko uporabljaš. Jaz sem poprečno visok. Nisi priprečen, to so že 26 po tem ChatGPT? podcastu. ChatGPT? Če pa ChatGPT reče, pa je pa res. Nekaj tipka, to se Pa ne, ne. človek, če ga pa zdaj ne bom vprašal, To pa je ta debata. Visok sem 1,75. Ti nisi 175. Prosim, ali je to povprečna višina moškega v letu 2024? Zdaj pa počakaj. Kaj bo napisalo? Pred kratkim sem videl en graf, kako so se spreminjale povprečne višine. V letu 2024 je povprečna višina moških 176, ok, 1 cm. Torej, višina 175 je nekoliko pod povprečjem, vendar še vedno v območju normalne višine. Thank you. Ne piše normalne, ne piše, da vidim. V območju normalne višine. Veš, to še ChatGPT te to laži, ne? Ne, to je to lažba. Ali je 2,06 cm obskurna višina? Ali je obskurna višina 2,7 je zagotovo nadpovprečna, gre za izjemno visoko višino, ki bi lahko opisali kot impresivno. In to še boldano, bolduje. Če bi bil višji od 2,7, bi bili med redkimi posamezniki, ki se dvigajo nad večino populacije. Čeprav je to neravno visoka večina, ni nujno, da je obskurna. Vsak posameznik je edinstven. In če se počutite udobno v svoji koži, je to najpomembnejše. Vse, ChatGPT, hvala. Top, ti nisi 175. V glavnem, zdaj pa
če dovoliš, bo počasi fade zgodil. Ne? Že. Ja, se bo fade zgodil in bo šla v ta misteriozno deželo. Do pobarba. Tako da, ja, sam odštevi od 3, pa bo tukaj fade. 2, 1.